zdravje bi moralo biti na prvem mestu vsakega posameznika. Preventiva namesto kurative pa vodilo za zdravo življenje. Zgodnje in pravočasno odkrivanje rakavih obolenj je ključno za ozdravitev. Svit, Dora in Zora so programi za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu, dojkah in materničnem vratu. Preventiva so pravzaprav vse tiste aktivnosti, kjer tako rekoč med zdravimi iščemo bolne ali pa med bolj izpostavljenimi neki bolezni iščemo bolne. Če recimo rečeva program Dora, ta program, ki preseja ženske in aktivno med zdravimi išče tiste, ki bi lahko imele začetek neke rakave bolezni dojk, je namenjen vsem ženskam po 50. letu. Zakaj? Ker je v tem obdobju največja možnost, da bi zbolele za rakom. No, nažalost opažamo, da za rakom zbolevajo vse mlajše ženske, tako da obstaja možnost, da se bo program pomaknil nižje v mladost, to se pravi morda na 45. leto, bomo videli glede na statistike. Seveda pa to velja za tiste osebe, ki nimajo nikakršnega raka na dojki v družini. Tiste, ki imajo raka na dojki v družini, je treba obravnavati še posebej in zato poskrbijo njihovi osebni izbrani zdravniki, ki jim je pač seveda vse te podatke v svoji družini treba razkriti. Program Zora, to je presejalni preventivni program za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu, katerega nosilec je Onkološki inštitut Ljubljana. Gre pa za to, da izbrani ginekologi znotraj populacije zdravih žensk iščemo tiste, kjer odkrijemo predrakave ali zgodnje rakave spremembe na materničnem vratu, ki jih je v tej fazi mogoče še z dokaj enostavnimi postopki pozdraviti. Ženske, moram reči, program kar dobro poznajo, je pa tudi zastavljen tako, da program Zora sam aktivno, pisno na dom vabi vse ženske med 20 in 64 letom. Odzivnost je pa zadnja 3 letna 71,4%, kar je nad tisto ciljno 70% pregledanostjo. Ženska populacija je osveščena. K nam prihajajo že mlade za 17-18 let stare z raznimi težavami. Vsako zelo seriozno vzamemo, delamo klinično diagnostiko, slikovno, morfološko. Jaz sem pa delam na področju cepljenja, to se pravi cepljenje proti humanemu papilomavirusu. Moram reči, da smo veliko dosegli v zadnjih 15 letih, tako da je od lanskega šolskega leta dostopno to cepljenje za dečke in za deklice brezplačno. Njihova odločitev je plača država za vse, to se pravi dečke in deklice v 6. razredu osnovne šole. Prizadevanja pa potekajo na ta način, da bi tudi za naslednje šolsko leto 23-24 uspeli dobiti denar za cepljenje dečkov v 1. letniku srednje šole. Kajti vemo, da rak prizadene obe populaciji. Če hočemo eliminirati rak materničnega vrtu in ostale rake, je potrebno precepljenost obeh spolov. Dejansko je v Sloveniji precepljenost pod 50 oziroma okoli 50%, WHO cilj je pa 90% precepljenost deklic do 15. leta starosti. Program SVIT, to je državni program presejanja zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, ki zajema celotno populacijo, tako moške kot tudi ženske, med 50 in 74 letom starosti na vsake 2 leti. Temu raku se reče tudi tihi ubijalec. To pa zato, ker v bistvu so tele znaki odkriti zelo na koncu, proti koncu se pojavijo. Tako da v bistvu je zelo pomembno, da se pač ljudje odzovejo v program. Zdaj, potek programa je tako, da pri 50. letu, kot se rada pošalim, dobite poleg zabave za Abrahama še naše vabilo v program SVIT. Zdaj, nekateri so tega veseli, nekateri jo preprosto pometejo pod preprogo. Zdaj, potek je pa tako, da dobite najprej prvo kuverto, v kateri je vabilo v program SVIT. To vabilo se izpolni, pač odgovorite na vsa vprašanja, potem pa to oddate na pošto. Vsa navodila so noter, tako da ni noben problem, da ne bi razumeli. Potem, ko to oddate, dobite pa novo kuverto, v tej kuverti sta pa 2 epruveti za odvzem 2 vzorcev blata, zraven so spet priložena vsa navodila in potem spet to oddate na pošto. Tukaj bi edino poudarila,
da ljudje to dajo res na poštno, ne v poštni nabiralnik, zaradi sprememb temperature se lahko vzorec pokvari. No, ko to potem dobimo v laboratorij svit, pa iščemo prikrito krvavitev v blatu. Torej ne tisto, ki jo vidite s prostim očesom, ampak tisto, ki je ne vidite. V Sloveniji je približno 64% odzivnost. Če pa pogledamo v Ljubljano, kjer smo pač danes, je pa 61,7% odzivnost. Zdaj v ljubljanski regiji je 40 občin in mi si bi želeli, da bi bila Ljubljana višje. In svit je rešil do zdaj že ogromno življenj in lahko jih reši še več. Samo ljudje morajo preprosto se odzvati vabilu. Če rečemo zdravje nasploh, je recimo udeleževanje vseh preventivnih pregledov izjemno pomembno. Tukaj ne mislim samo Dore, Zore in Svita, o katerih smo danes še posebej govorili. Tukaj mislim tudi preventivna cepljenja proti hudim nalezljivim boleznim. Recimo davica je tako rekoč obvezno smrtna, že več kot 50 let cepimo proti njej, pa vse do najnovejših bolezni. Tukaj so potem tudi zdravi načini življenja. Recimo to, da ne kadimo, to, da skušamo ostati vitki, debelost je izjemno povezana ravno s srčno-žilnimi boleznimi. Da skušamo živeti v čim boljšem zraku, da se čim bolj zdravo prehranjujemo, kakor je pač možno, da skušamo upravljati s stresom, ki ga vsi imamo, tako kot kolegi psihiatri pravijo, stres je treba predelati in če imamo vsak dan stres, moramo imeti tudi vsak dan nekaj antistresnega. Koronarni klub Ljubljana je center za celovito obravnavo srčno-žilnih bolnikov, ki omogoča dolgotrajno rehabilitacijo in sicer preprečujemo, se pravi, mi se ukvarjamo za sekundarno preventivo, ker preprečujemo zaplete srčno-žilnih bolezni in hkrati vključujemo v naš program tiste bolnike, ki so preboleli miokardni infarkt, imeli operacijo na srcu, imajo dejavnike tveganja, se pravi, in pa tudi svojce in prijatelje kot podpora k rehabilitaciji srčno-žilnih bolnikov. Zdravje je naše največje bogastvo, česar se prepogosto začnemo zavedati šele, ko ga izgubimo. Zato za svoje zdravje skrbite tudi s preventivnimi pregledi, kot so brezplačni programi Zora, Dora in Svit.